S tem se je strinjala tudi večina svetnikov. Ocenjujem ga pozitivno, sem vesel, da se razvijajo projekti in taki projekti, če bojo tudi nadalje za dobrobit občan in občanko, ga bom podpiral še tudi naslednje leto. Osrednja naložba v naslednjih 2 letih bo gradnja suhokranjskega vodovoda, za katerega so po besedah Škufce od države šele nedavno dobili prvo povračilo denarja, kar je, kot pravi, še večja varnost, da bo projekt uspešno končan. Kolikor vidiš, da se seveda tudi zadeve poplačujejo, vidiš, da si na varni strani, da je seveda vse bilo pripravljeno tako, da ni ovir in država seveda tudi vidi, da lahko se zadevo tudi izplačuje in na ta način verjamem, da bo drugo leto še več tega. Med drugim imajo v načrtu začetek še nekaterih ostalih naložb. Predvsem seveda razvoj tudi poligona, neki cest, tako v Hinjah in pa nenazadnje Polom na Žvirčih in pa verjetno še kar nekaj seveda odsekov vodovodov tudi na sekundarnem vodu in pa seveda tudi začetek izgradnje obeh vežic, to je v Šmihelu in pa v Lipju. Svetnik Dare Pucelj je predlagal, da v proračun uvrstijo tudi njegove amandmaje, ki pa na občinskem svetu niso dobili zadostne podpore. Nekateri so menili, da nimajo posebne vsebine in da so bili poslani samo z namenom, da so bili oddani. Tako Pucelj kot tudi Jože Zupančič se s tem nista strinjala. Gospod kolega, moj kolega svetnik, amandma je izredno dobro pripravil, vendar koalicija očitno noče tega upoštevati in dela po svoje. Proračun za naslednje leto tako predvideva okoli 19 milijonov 114 tisoč evrov prihodkov, odhodkov pa naj bi bilo 19 milijonov 494 tisoč evrov, medtem ko za leto 2018 predvidevajo 15 milijonov 686 tisoč evrov prihodkov, odhodkov pa za dobrih 16 milijonov 52 tisoč evrov.